Hvala lepa za udeležbo. Danes je potekala 10. seja Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, v okviru katere smo obravnavali poročila nadzorovanih služb, poročilo policije o delu in porabi finančnih sredstev na področju prikritih preiskovalnih ukrepov za leto 2010, poročilo o delu obveščevalno-varnostne službe Ministrstva za obrambo Republike Slovenije za leto 2010 in poročilo o delu in finančnem poslovanju Slovenske obveščevalno-varnostne agencije za leto 2010 in okvirne programe dela teh služb za letošnje leto, ki jih je sprejela vlada in v skladu z določbami zakona o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb posredovala parlamentarni komisiji za nadzor nad obveščevalnimi in varnostnimi službami v obravnavo. Vsa poročila bodo predstavljala pomemben vir za pripravo poročila o delu Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb za leto 2010. Danes je bilo tudi dogovorjeno, da bo to poročilo pripravljeno do konca tega meseca, kar pomeni, da ga bomo v parlamentu lahko obravnavali oziroma na komisiji v mesecu maju letošnjega leta. Zdaj v teh konkretnih poročilih oziroma tisto, na kar želim tokrat izpostaviti, je predvsem problematika učinkovitega parlamentarnega nadzora, predvsem problem možnosti izvajanja parlamentarnega nadzora, njegovega neposrednega izvrševanja in preprečitev oviranja tega nadzora. No, danes smo bili s strani pooblaščene skupine komisije že tretjič priča, da je bil parlamentarni komisiji preprečen parlamentarni nadzor na sedežu Sove. Hoteli smo pogledati v znano dokumentacijo, o kateri zakon nedvoumno govori, da je javna in glede dostopa do katere ne bi smelo biti nobenih ovir zaenkrat, kljub temu, da veste, da je bil zakon spremenjen, vendar sprememba ni uveljavljena zaradi zahteve po razpisu referenduma na to temo. Vendar je žal v tej točki parlamentarni nadzor bil tudi danes parlamentarni komisiji preprečen. Pri tem se seveda Sova sklicuje na Arhiv Republike Slovenije, Arhivno Sovo in tako naprej. To so vse izgovori. Neizpodbitno dejstvo, ki je bilo tudi danes potrjeno, pa je, da je v to gradivo ne samo vpogledali, ampak so ga Sove celo poslali, imela vpogled varuhinja človekovih pravic. Parlamentarni nadzorni komisiji pa je bil vpogled že tretjič preprečen. Zdaj, to niso nedolžne situacije. Naslednjič, ko nekomu ne bo nekaj ustrezalo, oziroma ko bodo po mnenju nekaterih podatki, ki bi jih ne bilo dobro posredovati opoziciji, za nekoga sporni, bodo enostavno na tej obveščevalno-varnostni agenciji dejali, da zaradi varovanja človekovih pravic nimamo pravice nadzora. To je nedopustno. Parlamentarna nadzorna komisija v vsakem nadzoru vpogleduje v številne podatke, ki so vsi praviloma zaupne narave in ni nobenega legitimnega razloga, da se ta nadzor preprečuje. Je pa to izredno nevarna situacija, predvsem z vidika možnosti kršitve človekovih pravic in zlorabe teh služb v neke druge namene, ne v namene, zaradi katerih so te službe ustanovljene. In kot veste, nedolgo tega nazaj smo bili, vsaj kar se Sove tiče, že priča temu, da je bila ta služba zlorabljena v politične namene in ne za namene zavarovanja interesov države. Postavlja se torej
ob tem vprašanje, kaj se dejansko zgodi, ko se tajna služba postavi nad parlament, nad zakonodajno oblast. Mi smo že bili priča taki situaciji pred letom 90. Delovanje v zadnjem obdobju, posamezni primeri, kažejo na to, da se v zadnjem obdobju počasi izgrajuje spet neka parasova, kar je zelo nevarno za stanje demokracije v Sloveniji. V Komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb smo do zdaj naredili vse, da bi omogočili nadzor tudi nad tem delom. O tem smo obvestili tudi vse pristojne, žal na to ni bilo odziva, kar pomeni, da bomo seveda primorani z tem omejevanjem parlamentarnega nadzora obvestiti tudi pristojne institucije izven naše države. Še ena značilnost se je pokazala ob današnji obravnavi poročila, predvsem kar se Sove tiče. Kot veste, smo bili v lanskem letu, v prvi polovici leta, priča številnim anonimkam v zvezi z delovanjem Sove, ki so letele predvsem na račun nekdanjega direktorja, gospoda Rupnika, njegove diskreditacije in blatenja predstavnikov opozicije, predvsem mene pa kolega Gorenaka. Čudežno, ko se je direktor zamenjal, ko so gospoda Rupnika na podlagi teh anonimk predčasno zamenjali sredi poletja, nobene več ni bilo. Nobene anonimke več v povezavi s Sovo ni bilo. Tako da odgovora na to vprašanje, od kje so te anonimke izvirale, očitno iz službe same, danes nismo dobili, kljub temu, da je komisija lani 14. aprila podala ustrezno prijavo in zahtevala ustrezno preiskavo s strani pristojne kriminalistične policije v zvezi s tem. Če zaključim, omejevanje parlamentarnega nadzora, njegovo preprečevanje je nekaj najslabšega, kar se lahko zgodi v eni normalni demokratični državi. Temu bi se morali zoperstaviti vsi odgovorni, od predsednika vlade, ki je prvi odgovoren za Sovo, do predsednika države in tudi predsednika parlamenta. Nič od tega se ni zgodilo, kar pomeni, da smo resnično lahko zaskrbljeni za stanje demokracije v tej državi in resnično smo lahko zaskrbljeni, da se ponovno ne pričnejo te tajne službe uporabljati za neke druge namene, ne za te, za katere so bile ustanovljene.